Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate Uro resnice. Danes sta z menoj naš stalni komentator Miran Videtič in pa naš današnji gost Nenad Gliks, novinar Domovine. Govorili pa bomo o Aleksandru Čeferinu. Zdaj, ne karkoli o Aleksandru Čeferinu, ampak nekatere nove stvari, ki so povezane z njim. Zlasti izhodišče pa seveda ta njegov daljši intervju za Delovo sobotno prilogo, kjer se je v bistvu Aleksander Čeferin po nekaj mesecih molka znova pojavil na slovenski sceni. Pri čemer je zanimivo, da v tem intervjuju zelo malo govori o nogometu, več govori o politiki, tudi o evropski politiki, kar pomeni, da je v bistvu ta intervju namenjen temu, da Čeferin pač pove svoje mnenje o politiki, ne o nogometu. Hkrati pa so se pojavila nekatera nova zanimiva razkritja, neposredno povezana z Aleksandrom Čeferinom, ki jih je zlasti raziskoval kolega Nenad Gliks. Nenad, ti si v bistvu ugotovil dve stvari. Prvič, da Čeferin z to svojo funkcijo v UEFA krši del slovenske zakonodaje, zlasti zakon o odvetništvu, če se ne motim, ne? In hkrati naj bi Čeferin po tvojih razkritjih, oziroma ne naj bi, ampak je Čeferin po tvojih razkritjih preko nekega švicarskega podjetja kupoval v Sloveniji na obali določene nepremičnine, drži, ne? Ampak če zdaj gremo na te nepremičnine, on naj bi kupil tam nek stolp, ne? Obrambni stolp v vasi Glemer, kako, ne? Tako, ja. Srednjeveški obrambni stolp v vasi Glem, torej stolp iz 14. stoletja. In sicer naj bi to kupil preko firme Fairwage iz Švice, ki ima sedež v Nyonu. V Nyonu ima pa čisto slučajno sedež tudi UEFA, katere predsednik je Čeferin, pri čemer je zastopnica te švicarske firme, gospa Zajc, žena od bivšega odvetnika Luke Zajca, ki je sicer tudi bratranec od Aleksandra Čeferina in katerega je Čeferin pač sabo pripeljal tudi na UEFA, kjer mislim, da je bil najprej šef njegovega kabineta, potem mislim, da je bil za korporativne zadeve, zdaj nekako je tudi od tam poniknil, ne vem, kje je zdaj, v sklopu tega omrežja UEFA in v glavnem je ta firma povezana očitno s Čeferinom preko Luke Zajca. Jaz sem govoril z njim in sem ga vprašal... Luko Zajcem, ja. In Čeferin mi ni nič... S Čeferinu sem seveda poslal vprašanje in kot ponavadi ni odgovoril nič. Luko Zajca sem hotel vprašati, da naj pojasni to ozadje lastništva, ali je tukaj v ozadju Čeferin in tako, in njegove legendarne besede, ki se je nekoliko ustrašil, ni pričakoval klica, so bile: jaz ne vem nič o ničemer. Jaz ne vem nič o ničemer, preden sem mu sploh uspel še do konca. Mislim, začel sem ga spraševati, ne, glede tega stolpa in tako, in takoj, ko sem začel, je bil odgovor: jaz ne vem nič o ničemer. Ampak zdaj zanimivo tole, Mira, ne, skoraj da 100% lahko tudi trdimo, da gre v bistvu za Čeferinovo podjetje, oziroma podjetje, ki ga obvladuje Čeferin, ne, ker ne more biti... Vse kaže tako, ampak zdaj vprašanje za vaju dva, v čem je finta, recimo, da nek predsednik UEFA, pa znan ljubljanski odvetnik, ki ima veliko denarja, ki je bogat, ki te stvari v bistvu tudi na nek način ne skriva, ima jahto in tako dalje, celo vrsto nekih nepremičnin pri nas in pa na Jadranu, ne, v Dalmaciji in tako dalje. Zakaj recimo tako rekoč pod tujim imenom kupuje nepremičnine v Sloveniji? V čem je finta tega? Veš kako, do tega intervjuja je Čeferin nekako veljal za, jaz temu rečem, monopoli levičarja, ne? Ja. To je neka različica profit partizanstva, se pravi, poenostavljeno, ne? Ljudem se predstavljamo kot levičarji, hkrati pa smo torej v ozadju držimo kar velike kapitalske naložbe. Mal neugodno bi bilo, ne, če bi s tako predstavitvijo samega sebe, ne, javnost izvedela, da je pa direktni lastnik recimo nekega takega srednjeveškega stolpa. Ne. Tako da jaz mislim, da je to edini razlog, da potem ta lastništva nekako skrivajo. Saj ni edini. Ne. Ni edini, ja. Ja, se vidiš pri nas, bom rekel, te vsi zagovorniki torej nekega socializma, ne, vsaj javni zagovorniki, se počasi tu pa tam odkrije, ne, da so pa lastniki nekih prestižnih nepremičnin, premičnin in podobno. Ne. Mislim, da je to razlog. Ampak zdaj, če že, ne, zakaj potem kupuje preko nekega svojega sorodnika in podajenega sodelavca, ki pa ne zna niti potem novinarju, kot je Nenad, pojasniti, ne, kako je zdaj s tem lastništvom, z nakupom in podobno. Ne. Je pa treba imeti to pod kontrolo. Ne moreš pa zdaj nekomu dati direktorovanje tega XY. Ne. Zdaj, Luko Zajca ste omenili, Luka Zajc je definitivno človek Aleksandra Čeferina. Ne. Tudi
če bo pri tem ostalo prihodni nadzornik Petrola, ne, za katerega javnost, torej novinari pišete, da so si ga razdelili, ne, Južna, Čeferin in pa Odlazek. Ne. Tako da pač moraš dati nekomu od blizu. No. Nenad, kako lahko, zdaj to, kar je omenil Milan, kako lahko zdaj postane recimo nekdo član nadzornega sveta Petrola, nadzornik Petrola, ki je de facto največja slovenska firma, nekdo, ki je recimo te po telefonu, še prej da končaš vprašanje, reče, jaz o ničemer ničesar ne vem. Mogoče je pa to referenca, Ja, da postaneš nadzornik v Petrolu. Ne? Še posebej, če te predlaga SDH, torej dejansko vlada, ki je skupščina SDH, torej dejansko Robert Golob. In pač on recimo tudi jaz sem slišal, da ni ravno najbolj sposoben, tam očitno ni bil dovolj dober, da bi ga imel preveč blizu Čeferin pri UEFA, zato so ga potem nekam premestili, zdaj se niti točno ne vidi, kje je, ampak očitno je pa zaradi Čeferina dovolj dober, zagotovo ne zaradi sebe, zato da je nadzornik v Petrolu. Veš kaj, sem ta stavek mogoče, ne, mogo je najdeti takega, ki ni povezan z odvetniško pisarno Čeferin, ne? Ker v nasprotnem ne bi mogli več funkcionirati, torej ne bi mogli biznisirati s tem Petrolom. Znan je en primer državnega podjetja, ko je prišla ta Golobova vlada, ko so iz Čeferinove pisarne namestili človeka v nadzorni svet. Prvi dan, ne? Prvi dan, pa je tudi prvi dan ali drugi dan odstopil, ko so ugotovili, da s tem državnim podjetjem več ne bojo mogli biznisirati. Ne? Tako da Luka Zajc je pravzaprav krasen kader za take visoke funkcije. Ne? Pa zagotovo tudi popolnoma zvest. Ne, ja, to pa absolutno. Zdaj, Nenad, ampak je pa ena stvar še, zdaj, tu smo se malo hecali, no, zdaj, okoli te nepremičnine, čeprav vse, kar smo povedali, je seveda res. Sem še en trenutek glede te nepremičnine. Ne. Jaz sem vprašal človeka, ki se ukvarja s trgom nepremičnin že dolgo in sem ga vprašal, zakaj v bistvu si nekdo sploh kupi tako nepremičnino. Ker je to vseeno nekje v zaledju, nekaj kilometrov stran, ni ravno najboljša cesta in tako. Je rekel, zaradi tega, če želiš na nekoga narediti vtis. Torej neko vilo, krasno, z bazenom, razgledom na morje, praktično, če imaš dovolj denarja, si jo lahko kupiš skoraj kjerkoli. Ne? Nek tak obrambni stolp srednjeveški iz 14. stoletja pa ne more imeti vsak. Ne? In če ga imaš, pa nekoga pripelješ, nekega tujca, nekoga na položaju, je to prestiž. Ne? In zaradi tega si jaz predstavljam, da njega zanima ta nepremičnina. In to bo zdaj on kaj potem imel kot v bistvu nek zaseben protokolarni objekt, ne, če pa razumem. Ne? Bomo videli, kam ga bo pot peljala. Koliko je pa stalo zdaj to Čeferina, ta nakup? Mestna občina Koper je to prodala, mislim, da za nekaj čez 600,000 evrov tej firmi Fairwage. Fairwage, ja. Zdaj, druga zgodba, ki si jo ti raziskal, je pa ta stvar z domnevno kršitvijo zakona, ne? Aleksandra Čeferina, ki ne bi kršil zakon o odvetništvu, ne? Ker je ostal večinski lastnik, se mi zdi največji lastnik odvetniške pisarne Čeferin iz Grosuplja, kar pa ne bi smel biti, zato ker je že nekaj let predsednik UEFA. Tako, v bistvu ne gre za domnevno. Jaz sem se to malo poenostavil, ampak v tem smislu. Ne gre za domnevno, ampak zagotovo kršitev zakona o odvetništvu, zaradi tega, ker v zakonu o odvetništvu je navedeno, da ti opravljanje odvetniškega poklica miruje, če te recimo država postavi na če si postavlja na nek državno funkcijo, na nek državni položaj, kot na primer je njegov brat Rok Čeferin. On je čist glede tega, ne? Rok Čeferin, ne? Ja, njemu pač to miruje, ker je zdaj ustavni sodnik, ne, in to je državna funkcija. Formalno, jaz sem pregledal, v AIPES-u je še vedno, tudi Rok Čeferin še vedno je, celo mislim, da drugi največji solastnik odvetniške pisarne. Mislim, da ima Aleksander Čeferin okoli 38%, Rok Čeferin pa 19% v tej odvetniški družbi. Pri Aleksandru Čeferinu je pa zadeva čisto drugačna. Meni so odgovorili iz odvetniške zbornice, kjer je predsednik Janez Starman, češ, da tudi njemu miruje ta odvetniški poklic in potem so navajali določbo zakona, ali če si recimo od države poslan na neko mednarodno misijo, vojaško, ne vem, kulturno, karkoli, ampak mesto predsednika UEFA ni nobena misija državna,
ni nobena državna funkcija, tam ga ni poslala Slovenija. To je delniška družba, zasebna, sedežem v Švici in tako kot če bi bil direktor od katerekoli družbe, pač hkrati ne moreš opravljati odvetniškega poklica in bi ga morali že leta 2016, ko je bil imenovan na mesto predsednika, izbrisati iz imenika odvetnikov in če bi bil izbrisan iz tega imenika, potem tudi ne bi mogel biti družbenik oziroma solastnik te odvetniške družbe pač Čeferin, ker če nisi odvetnik, potem ne moreš biti. Pomeni, tukaj gre za dvojno kršitev. Ja, in zdaj kaj? Zdaj ti si pač odvetniško zbornico s tem soočil, to so zdaj fakti, dejstva in zdaj kaj? Zdaj nič. Ko sem jaz potem soočil Starmana z novim vprašanjem, ja, vi ste rekli, da mu lahko miruje, ampak njemu pač poklic ne more mirovati, ker sploh tukaj gre za zasebno zadevo, odgovora ni bilo. In zdaj edina možnost si predstavljam mogoče, da bi Ministrstvo za pravosodje, pod katerega resor sodi tudi odvetništvo, nekako ukrepalo. Tukaj gre za eklatantno kršitev zakona in se človek vpraša, ali veljajo v Sloveniji zakoni za vse ali ne. Pa s Čeferinom si kaj govoril okoli tega? Ste kaj komentirala? Aleksandru Čeferinu? Ne, mislim, da glede tega ne, ker v bistvu je to stvar odvetniške zbornice, da bi ga morali. Zanimivo je, pri tem Aleksandru Čeferinu, tudi če pogledamo takrat njegovo kandidaturo za predsednika nogometne zveze, on takrat ni imel pogojev, ker se pač ni ukvarjal z nogometom in potem se je ugotovil naknadno, tudi na nek način dokumentirano, da je prišlo v bistvu do celo ponarejevanja posameznih zapisnikov, kjer so v bistvu iskali so v bistvu neke argumente za to, da bi lahko, oziroma pogoje za Čeferina, da bi lahko kandidiral in pa njemu se očitno vlečejo kar naprej, te neke nezakonitosti, ki niso ono mehne. Ko govorimo o Čeferinih, sicer mi danes govorimo o Aleksandru, ampak je treba vendarle stopiti še korak v zgodovino, do Petra Čeferina, ki je načeloma začel ta imperij Čeferinov dinastijo, dvigovati s tistim znanim letom 89 kot pravni zastopnik tistih rodarjev v Trepči, kjer je zaslovel paradoks, mogoče kot anekdoto vam povem, nedavno mi je en visok pozicioniran, takrat tistega sistema SDV-ovskega človek dejal, ker sem ga vprašal, ali je možno, da bi pa recimo SDV poslal odvetnike v jamo, je imel SDV kontrolo, je rekel, seveda, je rekel, ne moreš ti uspeti in postati slaven, torej nisi mogel uspeti in postati slaven, če nisi imel žegna takrat tajne službe. Zdaj, lahko da gre samo za petelinjenje tistih starih, bom rekel, agentov, ampak načeloma... Hočeš povedati, če jaz pa razumem, da je Peter Čeferin takrat zastopal? No, on je zastopal, ti se boš spomnil tega. Vedno so zelo zeleno ločijo te danes službe državne varnosti. Če bereš knjigo Petra Čeferina, piše v njej tako, kot da je bil on takrat zelo... torej tarča sistema in podobno, po drugi strani po drugi strani pa stari partijski in pa tudi, bom rekel, SDV-ovski kadri govorijo, da pravzaprav nisi mogel biti odvetnik teh rodarjev, če nisi bil na nek način povezan z tajnimi službami. Ampak kaj hočem povedati? Če se vrnemo, se pravi, Peter Čeferin je ta imperij ustanovil in skozi vsa ta leta pravzaprav Peter Čeferin ni bil tako izpostavljen estradno, kot je to danes Aleksandar Čeferin. Po prevzemu, bom rekel, te pisarne... Bil je v teh revijah, Lady... Ja, pa ne na ta način. To je zadnja leta sicer samo. Bojan, poglej, ni bilo teh kontroliranih PR-ovskih člankov pri Petru Čeferinu v tistih 90-ih. Bil je znan po zadevi Perič, po zadevi, koga je še takrat vse zastopil, tudi sam pravi, da se ga je takrat prijel ta mafijski odvetnik, naziv in podobno, ampak ni bilo takega estradništva. Ko je to prevzel, bom rekel, Aleksandar, pa je to postalo malo bolj estradno vse skupaj. Še posebej, ko je to nadgradil z UEFA. Takrat pa pravzaprav... Z nogometno zvezo in potem UEFA. Ja, so se pa razbohotili. In tako imate danes primere, recimo, seveda, vse pod plaščem nogometa, da recimo hodijo v Beograd na predvolilna srečanja Vučića, ki so sicer na stadionu in se da to skriti. Zanimivo je to, da redke slike pridejo takrat iz Beograda, tudi Petra Čeferina, ki se je družil v Beogradu pa s tipi, kot so, Milorad Vučelić, ki je bil znan, Miloševićev človek, šef RTV-ja oziroma tistega RTS-a, takrat in podobno, ampak vse to je pod plaščem nogometa skrito. In z Aleksandrom je prišla ta balkanizacija, želja po
po tem estradništvu zelo močno navzven. Pri Petru tega ni še tako bilo na ta način. Ne? Kaj je povedal Miloš Milović, ne? Ki je pač zdaj v zaporu, za katerega pravi, da bi, torej Milović pravi, da bi dejansko moral biti Čeferin na mesto njega. On sedi na mesto Čeferinov. Tako, iz njegovih razlag to izhaja. Ne samo od sebe, torej prostovoljno. Ne. Ampak on je bil družinski prijatelj s Čeferinom in je bil tudi na njegovem 50. rojstnem dnevu leta 2017 in če se spomniš, kaj je izjavil Milović tedaj, kaj se je dogajalo, da je na tem rojstnem dnevu, to je bilo 1 leto potem, ko je Čeferin prevzel vodenje UEFA in mu je očitno takrat še to bolj stopilo v glavo, ne, je rekel, sad se sve mene pita v Sloveniji, ne, torej zdaj se vse mene se vpraša za vse. Ne. Ja, to so te znane besede Milovićeve, ampak veš, se ni samo primer Milović, recimo pri Miloviću je najbolj zanimiv, pri celem primeru Milovića je najbolj zanimiv meni ta tožilec Jeglič, ne. Neverjeten vzpon tega človeka. Ne? In tožilsko in neke funkcije znotraj nogometa in podobno, pravzaprav je, kot Feniks se je dvignil. Ne? Tako da, ampak ni Milović edina zgodba, spomnimo se tudi ta Rok, recimo, ne? Ker družina Čeferin nekako pod Janševo vlado podpira anarhiste, potem pa pride do Roga in te anarhisti ne hodijo prav in na koncu se zve, da članica Čeferinove družine dobi tam prostor. Jaz sem bil prepričan, da tisti prostor Rok, da bo to mol namenil za neke mlade ustvarjalce, ki nimajo sredstev, da bom rekel, napredujejo. Cel kup je nekih stvari, kjer se omenja Čeferine, hkrati jih ne moreš direktno povezati, ne, z zadevami. Ne vem. No, veš česa pa ni Peter Čeferin delal, oziroma saj ni znano o tem, ni cenzuriral medijev. No, to je pa verjetno zadeva, ki jo ti, Bojan, zelo dobro poznaš. Ja, ne, se vsi poznamo, ne, se to zdaj, ki gledam, recimo, ki je Nenad Liks skrival te stvari, ne, kršitev zakona o odvetništvu, pa tist nakup tistega srednjeveškega stolpa. Aleksandar Čeferin je predsednik UEFA, ves čas je pa še na nek način v medijih, ne? Ves čas je tudi na tem, da vstopi v slovensko politiko ali ne vstopi, ampak nikoga, recimo konkretno razno domovine, ne, novinarjev to ni zanimalo. Ne? Tebe in pa domovino, ja. Ne, to je res fascinantno. Tebe so ustavili domovine, pa ne zaenkrat. Ne, hočem reči, da je zanimivo, da recimo, da taka početja, takšnega človeka, takih funkcij nikoga ne zanima, zanima ga pa, ne vem, če gre pa Rok Snežič v kino, potem poročajo vsi. Celo nasprotno, Boja, ne, bitva se boste dobro spomnili, ne, ta obdobje zdaj nekako je bil, da je imel Aleksandar Čeferin v Odlaskovih medijih in pa v Pop TV-ju, dokler je bila Tjaša Slokar, ne, je imel praktično hišni medije. To so njegovi hišni mediji. In delo. Delo v zadnjem, nekako v tem zadnjem obdobju je pa Delo prevzel to vlogo. Ampak paradoksalno, ne, Tjaša Kos, ne, ki je bila, mislim, to je bilo že pravzaprav osladno, kako je bila podvržena agendi dobrega imena, ohranjanja dobrega imena Aleksandra Čeferina, pa ji to ni pomagalo, recimo takrat pri zamenjavi. No, zdaj gledal sem tale intervju, ne, pač nekaj sem že v uvodu rekel, no, jaz imam pač občutek, ne morem se znebiti občutka, da je bil ta intervju namenjen samo temu, ne, da bo Čeferin nekaj povedal, nekaj teh svojih najnovejših pogledov na evropsko pa na slovensko politiko. Kameleonski intervju. Ja, kameleonski, postavil vmes očitno nekakšen trampist, potem, ko je lani preprečeval cenzurijo intervjuje na Večeru, na Planetu in tako dalje, zdaj naenkrat je pa se zavzemal za kaznovanje sovražnega govora in podobno skupaj z bratom Rokom Čeferinom, zdaj pa naenkrat ugotovil, ne, da v Evropi ni svobode govora. Ja, ta plus trampizma očitno je močno udaril tudi v naše... Ja, ne vem, zdaj, ali je to naredil zaradi česa, zaradi sebe, ali je to zaradi biznisov svojih, mislim, poslov, UEFA svojih in tako dalje. Pa sej, če pogledaš, mogoče samo prosti Nenad, mogoče samo ta stavek, če pogledaš recimo njegovo delovanje po Balkanu, ne? On je v tem obdobju bil red s temi avtoritarci ali pa temi močnimi fanti. Nogometna zveza Srbije, dokler je vodil Kokeza. Kokeza je bil njegov osebni prijatelj, pravijo. Vico Zeljković, bosanski predsednik Nogometne zveze. Kokeza, ki je v bistvu kriminalec. Tako, 600 milijonov iz carine zginili. Ne? Potem Vico Zeljković, ki je, bom rekel, nečak Dodika, ne? Vodi Nogometno zvezo Bosne in Hercegovine, tudi deklarira kot njegov prijatelj. Imeli smo v javnost, mislim, da si celo ti objavil, po hrvaških medijih najbolj skorumpiran
hrvaški torej minister do sedaj Herak, ne, sedita v Ljubljanskem, v Ljubljanskem torej v restauraciji. Skratka, nekako kaže Aleksandar, to je tisto, kar sem rekel, razlika do Petra Čeferina, ta balkanizacija, ne, nekako kaže željo po temu, po druženju s temi avtoritarci ali pa s temi na meji zakona tipi. Ne. Kako si ti videl ta intervju? Za sobotno Prilogo Dela. Tam je bil intervju je bil s predsednikom UEFA, ampak 3/4 intervjuja ni bilo o nogometu, ne, ampak o politiki, pri čemer se on seveda kot ponavadi ni spustil na to recimo pritlehno raven politike, da bi komentiral zdaj posamezne ocene, posamezne ukrepe vlade, zdravstvo, gospodarstvo, ampak nasploh, kako je Evropa zašla, kako je preveč regulirano, zakaj tukaj samo zamaški so regulirani v Evropi, kako zaostajamo in tako naprej, en kup teh zadev, ki tako in tako že vemo, ne? Ampak jih je on tam izrekel, pri čemer pa tukaj glede svobode izražanja bi sem nekaj pripomnil, ni v bistvu on zdaj bil proti oziroma se ni zgražal na tem, zakaj je zdaj prevlada te politične korektnosti, ki zavira svobodo izražanja, ampak je rekel, zakaj mainstream mediji delujejo do teh navadnih ljudi in do populistov in tako zviška intelektualno in zakaj jim ne razložijo, da recimo migranti v resnici ne ogrožajo Evrope, pa da je LGBT agenda čisto v redu, torej zakaj nastopajo do njih tako, ne? Ni on kritiziral, ni se on postavil na stran teh recimo populistov. Ni čisti trampizm postavil. Odprl si je vrata trampizmu. No, ampak je pa ena zanimiva še, ko omenjaš sta omenjala avtoritarne režime, notri je bil omenjen tudi Katar. Država Katar, da je bilo tam svetovno prvenstvo v nogometu pred leta 2022 v Katarju, pač neka avtokracija verska, ne, in je on tam rekel, in to je sicer bilo pod okriljem FIFA, ne, pod svetovne nogometne zveze, v sklop katere pa sodi tudi njegova UEFA. Podpredsednik on po funkciji. Po funkciji, no, FIFA. In jasno, tam je izključni razlog, zakaj je bilo tam svetovno prvenstvo, je bil denar, ki so ga dobili od Katarja za to, ne. In on pa tam razlaga, zakaj se ti Evropejci pridigajo Katarju o človekovih pravicah, da so tam pač drugačne navade, običaji in da tudi koliko je to svetovno prvenstvo prispevalo k razvoju, tudi k razvoju Katarja na področju človekovih pravic in napredka. A dejansko sem si pa šel pogledati poročilo Human Rights Watch, te organizacije za Katar, ki je porazno, ne. Za lansko poročilo, da se v Katarju množično še vedno kršijo pravice teh delavcev migrantov, ki jih tam praktično izkoriščajo kot sužnje. Recimo tam ženska brez dovoljenja moškega skrbnika, tam je sistem moškega skrbništva, se ne more poročiti, do določene starosti samska ženska brez dovoljenja ne sme iti v tujino, ne sme se prijaviti v hotel, če nima moškega skrbnika, torej on nam to prodaja potem, treba je lokalne običaje, navade, ne, kar ti pove samo nekaj, ne, da je vse skupaj to fake, ta govor v sklopu UEFA in nasploh tega biznisa nogometnega, ne, vsi drugačni, vsi enakopravni, v resnici so pripravljeni vse narediti izključno samo za denar. Samo za to gre. Mimogrede pa ima seveda Čeferin 1,5 milijona evrov plače letne za vodenje. Da še za hip ostanem pri tem intervjuju, in v čem potem vidva nekako vidita smisel tega, da je zdaj prišel s tem intervjujem? Ker zdaj pol leta ga nekako ni bilo, ne? On se je po tistih očitkih okoli cenzure je dal nek velik intervju skupaj z očetom za Nedelo, 4 strani, nekaj takega še Nedelo ni videlo, ne? Ker je v bistvu pač skušal zadevo nekam speljati nekam drugam, tiste očitke o cenzuri, potem pa je nekako izginil, ne? Ni dajo tudi dobenih političnih, kako bi rekel, nič ni govoril o politiki, kaj je sicer govoril pač vsak dan v teh odlaskovih medijih. Zdaj se je pa znova pojavil. Zakaj zdaj po tvojem? Novo nastale razmere v svetu, on je vendarle predsednik UEFA, ki je del tega globalnega sveta. Pri čem ima UEFA strogo prepoved vmešavanja v politiko. Ampak tega kar on ni spoštoval nikoli. Ampak hočem reči, on je za te lokalne medije in očitno je bil tokrat izbran Delo, ker Delo ima zdaj to neko serijo od tistega zadnjič intervjuja, ki ste ga imela skupaj
skupaj z očetom Petrom, skrbi za te, bom rekel, kontrolirane PR članke. On se je enostavno odzval na novo nastale razmere, ker ta intervju, ne glede na vse, kar je Nenad zelo dobro opazil, je ta intervju drugačen od vseh tistih prej. Je obrnil malo smer. Zdaj, če nisem jaz kaj spregledal, tudi ni se dotikal Janeza Janše, recimo, tem intervju. On je celo rekel, da bi z njim eventualno lahko sodeloval. Ja. Tukaj smo pa spet tam. Tukaj smo pa spet tam, kar sem jaz pisal, pa sem bil tarča takrat mnogih žaljivk. Skratka, v tem je ta intervju popolnoma drugačen. In kaže na to kameleonstvo, kako se pravzaprav Aleksandar Čeferin zna prilagajati na te stvari. Tudi recimo, videl si, če mene vprašaš, on ima veliko večjo težo in veliko večjo vez z Aleksandrom Vučićem, govorimo o Aleksandru Čeferinu, kot ima Zoran Janković. Pa se ni oglasil. Zoran Janković, ki svina v buče je skočil. Hočeš reči, da je on tesneje povezan z Vučićem, kot je povezan z njim Zoran Janković? Absolutno. Lej, ta njegova funkcija, to je narovaš te funkcije UEFA, ima on močen vpliv na nogometne zveze balkanske. Tudi te nogometne zveze so konec koncev, da se to ve v javno ali ne, ali to skrito, ali pa bom rekel, to je javna tajna, poleg Moskve so bile iniciator tega vstopa Aleksandra Čeferina na ta evropski parket močen. Pa Rusi, ne? Se pravi, Moskva, ne? Tako da on ima močen vpliv tam in to je tisto, kar mene pri njemu skrbi. On se v mnoge politične odločitve, ali pa tako bom rekel, prstni odtisi njegovih političnih odločitev, tudi političnih odločitev po Balkanu so vidni. To vam znali ti bojo povedati recimo kolegi novinari, ki načeloma v tem zdaj še ne pišejo. Kar se tiče Bosne in Hercegovine, gre za en primer, ki ga slovenska javnost ne pozna, recimo primer Kovačević, da skrajšam, kjer se je po mojih informacijah tudi Aleksandra Čeferina angažiralo za to, da se zruši ta sodna odločba, kar se tiče, ki gre, bom rekel, v korist Bošnjakov v Bosni in Hercegovini in nekoliko manj torej v zadevi, tukaj imajo koristi Hrvati in pa Srbi, da je bil tudi tukaj zelo aktiven. Potem predvolilna kampanja Vučića. Jaz se ne spomnim, da bi predsednik nogometne zveze katerikoli prej sodeloval na predvolilnih srečanjih kateregakoli predsednika ali pa kandidata za predsednika v Evropi. Seveda, Vučić je sicer to lepo spelo, da predvolilna obljuba je otvoritev stadionov in podobno in se je spet dal skrit pod plaščem nogometa. Skratka, te slike so fantastične, ne? Vučić, Dodik, ne? Dodik, Janković, Čeferin, mislim, ne? Ampak, da se vrnem, je bil pa tok pameten, da pa tokrat se pa ni oglasil, pri zgodbi Vučića. Pa kako se te teze držijo? Dve stvari tem zdaj vprašal, mislim, se obavljajo to vprašanje. Prva teza je ta, da naj bi številne te obveščevalne službe na Balkanu za Čeferina ugotovile, da naj bi bil nek Putinov človek na Balkanu. Če bi bilo to javno znano... To se govori. To se govori. In druga stvar je pa to, da naj bi bil v tem tako enem srbskem svetu v Sloveniji, v bistvu Čeferin, se malo si že na to namignil, v bistvu nadrejen Zoranu Jankoviću. To jaz lahko po svojih občutkih, to drugo, absolutno potrdim. Kar se tiče ruske zgodbe, glede na to, da je bil on, torej da je Moskva, torej Ruska nogometna zveza zelo stala za njegovo kandidaturo, jaz ne izključujem teh vezi. Kar se tiče pa srbskega sveta, pa jaz mislim, da se sami hvalijo. Pohvalil se je Vučić, Dodik, njegov nečak Vico Zeljković se hvalijo s prijateljstvom z Čeferinom. Ne nazadnje, če pogledaš, slovenske kolesarje, Sveta Trojica, ki je bila omenjena v tistih demonstracijah, Janša, Orban, Vučić. Kdo je danes, bom rekel, prvo ime madžarskih interesov v Sloveniji? Čeferin. OTP banka, ja. Če tako pogledaš. In tudi prek madžarskega lastništva je ustavil intervju na... Nikogar to ne moti. Tako da, veš, tle je pravzaprav, tako kot si ti rekel, gre vse za denar, pa hkrati mislim, da gre za to bolestno ambicijo oblastništva. Tudi, veš, zdaj to, ko praviš, kako je Čeferin ustavil oddajo na Planet TV, na zasebni televiziji, ki je v madžarski lasti. Ampak on je ustavil tudi prej intervju na Večeru,
Večer, ki pa sodi. Ja, pa tudi en članek na N1 je bil takrat, se spomnim, imel nek novinar težave in podobno. Nobeno novinarsko društvo, nič ni pisalo o tem. Tudi novinarji Večera niso nič pisali. Veš, kaj je problem? Tukaj jaz vidim, ena zadeva je, če si pač tak narcis, če poleg denarja je tisto, kar potem človek še pričakuje, še čast, da te častijo. Ena zadeva je, če si pač naročaš članke, kot je ta PR intervju zdaj v Delu. To je naročeno. Mislim, to zagotovo. To so prijazni članki. Mislim, članki so zelo prijazni. Povabi ga ti v Dajo Švidu, da ne bo prišel. Ja, seveda, pa tudi ne odgovarja na novinarska vprašanja sicer, ki so neprijetna zanj. Ampak popolnoma drug nivo pa je, ko začneš cenzurirati članke. Torej, ne samo, da si v bistvu urediš, da se prijazno piše o tebi, da se te časti, da si ugledan in tako, ampak celo kakršenkoli glas kritike si pripravljen utišati. To pa tisto, kar priča potem, to je pa zelo problematično za neko demokracijo, za svobodo izražanja. Mimogrede ta intervju, ki je bil objavljen v Delu nekaj dni po cenzuri, ko ti nisi mogel imeti intervjuja z Milovićem na Planet TV, kjer bi on razkril neke te zadeve iz tega procesa sodnega, je on v intervjuju s svojim očetom razlagal, se je zgražal, češ, kako je svoboda izražanja zdaj na udaru, da človek več ne sme, da mediji ne smejo prosto objavljati. Si moč misliti, nekaj dni potem ne moreš verjeti. Ampak poglej, reakcije v Sloveniji pa ni, ne? Novinarske, javnosti, kogarkoli. Mislim, fascinantna je ta samocenzura novinarjev, večinskih novinarjev, torej medijev. Ni nujna samo samocenzura, v primeru Večera pa Planeta ni bila samocenzura, ampak je bila z višjega. Ni šlo za novinarsko samocenzuro. Za direktno cenzuro je šlo. Ja, ampak še nekaj je zanimivo. Novinarji so tiho, ne? Ja, še nekaj je zanimivo, morda ne veste, jaz sem pač takrat kot tisti, ki je Milovića intervjujal, pa ki ima do intervjuja neke avtorske pravice, kot avtor, sem zaprosil vodstvo Planeta, če bi mi lahko pač za moj osebni arhiv dalo intervju, ker z tega intervjuja nimam. In mi niso niti odgovorili. Skratka, celo, bom rekel, kot avtor ne morem priti do intervjuja, da bi ga imel doma nekje na ključku spravljenega. Čeprav si pa po drugi strani si pa predstavljam, da je ta intervju, bom rekel... Jaz mislim, da kakšne 4 izvodi tega intervjuja so šli na prava mesta. Kar zagotovo so šli, kar zagotovo šli. Ampak prej smo omenjali njegove politične povezave. Ja, se to sem pa... Torej, ne gre tukaj samo za Jankovića. Jaz sem dobil informacijo, recimo, da je bil on 8. oktobra, točno 8. oktobra na sedežu slovenske vlade, kjer se je sestal z Robertom Golobom. In ker sem domneval, da se pač nista pogovarjala o rezultatih v Ligi prvakov, sem vprašal na vlado, kaj je bil povod za ta sestanek, kaj je bila tema, in odgovor je bil, da govoric ne komentirajo. To je bil edini odgovor. Ampak niso zanikali sestanka? Ne, niso zanikali. Sej težko bi zanikali, ker potem je nevarnost, da le pride ven, da so se zlagali. Potem, ko je imel pa Milović intervju na Nova 24 TV, mislim, da aprila lani, kjer je večinoma govoril o Golobu in ne o tej zadevi Čeferinovi, sem dobil informacijo, kmalu zatem sta se sestala Čeferin in Janez Janša. In ko sem poslal vprašanje pred časom na SDS, ali to drži, in enako, kaj je bil povod, kaj je bila tema in tako, odgovora ni bilo nobenega. In zdaj pred kratkim, mislim, da je ravno pri tebi Peter Gregorčič omenil, da po njegovih zanesljivih virih se je on sestal tudi z Anžetom Logarjem v Grosuplju. Pa to mislim, da Logar ne zanika, ne? A veš, on kot nima nič s politiko, noče se s tem ukvarjati, to je za njega vse banalno, hkrati se pa sestaja s ključnimi političnimi akterji, kar očitno kaže na politično ambicijo. Mogoče samo to. Jaz pač bom toliko korekten, da človeka ne bom imenoval. Pred dnevi sem se pogovarjal z enim od njegovih, torej s človekom iz njegovega kroga, in na moje veliko presenečenje mi je dejal, da Aleksander Čeferin ne bo več kandidiral za predsednika UEFA. To je mene zelo presenetilo, ker nekako vse je kazalo na to, da bo on šel še po en mandat. In ampak je rekel, da ne bo. Ne, torej človek iz njegovega... Pred enim letom je rekel, da ne bo, ampak kasneje se začela cela neka... Rekel je, potem pa se je aktivnosti, ki so se dogajale, so kazale, da vendarle, tudi konc koncev odhod Bobana, ki je, potem je Boban... Protestno, ampak se vidva spomnite, kako je zanimivo bilo, ko je Boban odšel,
isti dan ali pa naslednji dan odlaskovi mediji pišejo za slovensko javnost o tem, ne vem, ali celo mogoče Pop TV, o dolgovih Zvoneta Bobana. Ne? Kakšne dolgove ima človek? Mislim, to je bilo fascinantno, kako so skrbeli za dobro ime, ali pa kako skrbijo za dobro ime in tle ne gledajo na nikogar, tudi na take legende, kot je Zvonimir Boban, ki v nogometu nekaj velja, ne? Pa ne gledajo, grejo brutalno proti vsakemu, ki ni na liniji z Aleksandrom Čeferinom. Zdaj, da se vrne na to zgodbo. Torej, človek mi je rekel, da ne bo več kandidiral. Mene je to presenetilo, ker vse aktivnosti in vsi pogovori, ki sem jih imel, so kazali na to, da bi on šel še po en mandat. In potem sem se začel spraševati, kaj pa bo potem delal. Ne? Če ne gre, eventualno ne gre na FIFO, dobro, če ostane v športu, pa gre na FIFO, je to nekaj drugega. Ampak, če se pa vrne... FIFO možeš premagati... Ja, seveda, Infantino. To ni tako enostavna stvar. Verjetno res ne. Če se pa vrneš v slovensko politiko, in to je pa ključno to, kar sta povedali, ta intervju, ta zadnji kaže na to, da, ti si lepo opazil, 3/4 intervjuja je politika. Bi pa eventualno, glede na to, da mu mandat poteče 2027, šel ne na vlado, spomladi mu poteče, tako, ampak na predsedniške volitve. Točno to. In v tem kontekstu jaz vidim Janeza Janšo in Aleksandra Čeferina kot zanimivo zgodbo. Ker jaz bom tako rekel, iskreno. Aleksander Čeferin na mestu predsednika države v redu, ampak se bojim, da bi bilo to Vučićevski način vodenja države. Ali Kučanovski. Ampak Kučan, veš kaj, Kučan mogoče sploh, ali pa nismo prepoznali takrat, ko je bil on predsednik tega njegovega kroga na ta način. Vsaj jaz moram priznati. Glede na parlamentarno demokracijo, ki jo imamo, jaz sem prepričan, da karakter, kot je Aleksander Čeferin, ne bi bil samo fikus kot predsednik države. Se pa on bi, ja, sej tudi, mi smo se pogovarjali, tudi ti si takoj rekel, da imaš občutek, da je ta intervju nekako namenjen temu, da bi neki predsedniški nastop je bil v tem intervjuju. Mislim, da je namenjen pač njegovi ambiciji po predsedniški funkciji, torej nekaj ljudi mi je povedalo, njega dejansko funkcija premierja ne zanima. Ne. On se noče ukvarjati s sindikati, z zdravstvom, vidi, kaj je z Golobom, ne vem, s temi raznimi problemi, s financami, s pokojninami. On se hoče pač zdaj, ko se je promoviral, da je znan, mednarodno znan na tej funkciji, se srečuje s kronanimi glavami, s predsedniki, premijeji in bi bila funkcija recimo predsednika republike, čeprav bi bila plačana, ne vem, recimo 50krat ali pa 100krat nižje, kot je zdaj on plačan, bi mu pa prinesla čast, in ugled in tisto, kar bi govoril, bi spet prenašali vsi, lahko bi pač pametoval o marsičem. In mislim, meni so povedali, da je to tisto, če bi se on spustil v slovensko politiko, je to tisto, kar ga zanima in tudi ta intervju je v bistvu v tej smeri, ko malo okrca Evropsko unijo, kako je preveč regulirana, potem malo okrca velesile, češ da si ene velesile prisvajajo tuj teritorij, pa potem kako je svoboda izražanja, da ni več tisto, kar pač to je nekaj na tej ravni, nekaj zviška. Ja, na ta način in mislim, da ga očitno, da je to tista zadeva, ki ga tukaj zna. Zdaj, če se vračaš iz Švice v Grosuplje, je bož, da se ustaviš za njih 5 let v Ljubljani na Javčevi. Pa še nekaj. Ampak to sem hotel te praviš, da si govoril z nekom iz Čeferinovega kroga. Kaj se je pa vmes zgodilo, da je prišlo do tega preobrata? Mene je to presenetilo. Moje informacije so bile, da on delal vse, da bi znova bil... Ampak da bi šel na povabilo zvez. Da ne bi sam se ponujil... Da je delal nek konzorcij, držav, ki bi ga povabile, tako kot so recimo takrat Jankoviča, tele moje ste šli vabiti na magistrat, da bi kandidiral, ampak morda se je pa tu nekaj zalomilo. Jaz, če spremljam to zgodbo, jaz sem bil prepričan, da bo šel nov mandat, tudi se je kazalo, tudi angažiranje tistega, ali angažma tistega, da mi je všel priimek ali Lakovič ali Lukovič, Srba, ki je bil generalni sekretar nogometne zveze, izredno sposoben človek. Izredno sposoben človek, človek, ki pravzaprav pa prihaja iz nekako malo nasprotnega pola. To je človek, poznavalci nogometa bojo to vedeli, ki ni pristaš trenutne oblasti nogometne v Srbiji, ampak bi neke nove sile rad z bivšimi nogometaši in podobno. In za katerega se je govoril, da je v stanju prepričati 15-16 nogometnih zvez evropskih, da pošljajo ali pa da povabijo Aleksandra Čeferina k novi kandidaturi. Zato pravim, da mi je vse to kazalo, tudi Bobanov odhod in podobno. Zakaj ta sprememba
meni ni jasno, no, ta moment. Sicer, mi zdaj tle špekuliramo, ne, zdaj lahko da bo šel na nov mandat, ne, ampak ta moment je v obtoku precej nekih informacij, čas bo pa hitro pokazal. Čeprav časovno se mu to fantastično izide. Ja, časovno se za predsedniške volitve... volitve... Mislim, da februar, aprila mu poteče mandat na UEFA, ne? Ja. In greš kot gospod iz UEFA. In novembra so v bistvu... Ja, iz UEFA greš kot gospod, praktično brez velikih afer. Res pa je, da je imel tudi nekaj kar velikih afer, Čeferin, ne, kot predsednik. Da, niso bile spet toliko velike. Ja, povezane z tem njegovim varnostnikom po ulico in podobne stvari, ne? V primerjavi s Platinijem in krajo denarja je to malenkost. Veš, kaj še govori v tej smeri, ne? Recimo ta... Kaj, da se bo vrnil, da se bo vrnil. Te zgodbe v zvezi z Milovićem, ne, ko smo govorili, pa cenzuriranje na Večeru, Planet TV, tega on ne rabi početi kot predsednik UEFA. V Franciji, v Veliki Britaniji, v Španiji to praktično nikogar ne zanima. Ne? Kaj je on tukaj imel, njegov prijatelj, sodni proces, zakaj je pristal v zaporu, ali bi moral on namesto njega. Kar pa je pomembno za slovensko javnost. Slovenska javnost ne sme biti s tem seznanjena, mora se čim manj o tem govoriti. Zakaj za slovensko javnost? Zaradi tega, ker njega interesira potem Slovenija. Ne? Kakšen bo imel on, kakšno bo njegovo videnje njega v Sloveniji. Iz tega jaz tudi sklepam, on ne potrebuje tega ustavljati zaradi UEFA, ne. To ne prenese, italijanski mediji tega ne prenese. Ja, Milović mi je takrat rekel, da če bi tisti intervju išel, da bi bilo to konc dinastije Čeferin, ampak zdaj v tem kontekstu, ne, take stvari, če pride ven, je potem težko kandidirati za predsednika republike. To zna biti problem. Razen, če seveda nimaš medije na svoji strani, ne, potem pa ni tako. Ampak vidva, toliko časa sta v poslu, da vidite, da se mnoge stvari, nekih obrazov, ki so nekako nadaljevanje neke tradicije, se ne prime v javnosti. In jaz mislim, da če danes daš na tehtnico Čeferinove, torej, če daš na tehtnico Čeferinove cenzure medijske in pa odziv, mislim, praktično. Je pa v tem intervjuju, no, da še to... Ni odziva, ne. Predno končamo ta intervju, v tem intervjuju je Čeferin tudi se dotaknil Roberta Goloba, ne, ki je rekel, da Robert Golob sicer dobre misli, ne, ampak da ima pa napačne ljudi, to, koliko jaz vem, mislim, da je Črnčica in Vesno Vuković. Ja, to je verjetno mislil, ampak jaz sem dal pol slike, sem prav obesel, s kom se Golob največkrat dobival, no, ali pa velikokrat v javnosti. Ja, Aleksandar Čeferin, pa Zoran Janković. Ne, ampak zanimivo je, da je šel v tako podrobnost. Ja, tle je jasno sporočilo in poslal, ne, tem, in Vukovićevi, in Črnčicu in podobno. Aleksandar Čeferin ima svoj krog ljudi v Sloveniji, ki so mu zelo lojalni. To so direktori državnih podjetij, to so medijski lastniki, novinarji, odvetniki. Govori se zelo, mislim, to niti ne več tako na potiho, ne, da obvladuje tožilstvo, sodstvo. Vse konec koncev na tožilstvu je zelo visok žena Roka Čeferina. Ne. Tako da, a veš, on ima nek svoj krog ljudi in kar pravijo, zahteva 100% lojalnost. Tam ni, videli smo Tomaža Vesela, kako je končal, ne, na FIFA, recimo. Pa videli smo, kako obračuna s svojimi deklariranimi prijatelji, kot njegov velik prijatelj Boban, ne, kot ga je sam imenoval, kako je potem z njim obračunal, pa še s kom. Ali pa Milović konc koncev. Ja, Milović je družinski prijatelj. Ja, Milović mislim, da je bil najtesnejši od vseh teh, ki to je res ta putinovski način, oligarhov. Mislim, da še en italijanski, a je bil Agnelli. Ne, to je pa, tam je pa Agnelli verjetno malo res, to je okoli tiste Superlige, veš. Vem, če je ubota njegovega otroka, ne? Je pa res, da take izjave, kot jih je potem medijske dajal Čeferin, ker je pravzaprav se dotakne tudi družine Agnellijeve, tist pa si jaz recimo. Ampak nisem videl opazila te izjave, ko meniš, da je on v teh izjavah izjemno brutalen. Brutalen je izjav. Družina, otroci, brez kompromisov. Do zdaj je bil brutalen, ne. Veš kaj, želel je vsakega od nas, ki smo njegovi na nekih delih kritike, ali pa tisti, ki so bolj glasni bili, ga je želel ponižati. Nepotrebno. Veš, to niso lastnosti velikih ljudi, da ponižujejo. Sprejmi kritiko. Če misliš, da ni
adekvatna, da ni točna, se odzovi, ampak odzovi se na korekten način. Ne, govorim zaradi tega, ker pač po mojih teh informacijah, ki se tudi pogovarjam z ljudmi, ki so blizu Aleksandru Čeferinu, pravi, on večkrat govori, ko komentira, recimo, ne vem, kakšno moje pisanje ali pa to, kar zdaj piše, in tako dalje, da tega to sicer ne moti, ampak da to on dela zaradi očeta, ker očeta njegovega to skrbi. No, nekako. Sam Aleksandar Čeferin, pa je 10krat bolj brutalen, kot so vsi ti naši novinarski zapisi pri obračunavanju z temi svojimi. Take brutalnosti, jaz se ne spomnim, da bi on doživel kjerkoli v medijih tako brutalnost. Tudi ne vem, tudi vidim, da ti naši politiki, ki veljajo za brutalne, nimajo takih, ne obračunavajo tako za nasprotnike. Z Janšo sta sicer na mrtvo dušo obračunavali, ampak nista zahajala v družine, v ponižvanja tipa Mali Miševi in podobno. To, kar je on govoril o Bobanu, ne? In kaj je on govoril o Anjeli, to so grozne stvari, ne? Predvsem o Bobanu, ki je znan gospod. Tako govoriti pa... Ne, ampak še enkrat ponavljam, ta odziv medijev slovenskih, ki jih imamo pod kontrolo, naslednji dan so o Bobanovih kreditih začeli pisati. Ja, to je znana formula. Vem, sem Bojan, mislim, ne moreš, mislim, ne delaš tega, no. Ne delaš tega. Meni so tudi povedali, primitivno je, no. A veš, ljudje, ki so bili recimo z njim sošolci na fakulteti, na pravni fakulteti, on ni po ničemer posebej izstopal tam, ne, čist tako bi rekel, ni se nosil visoko, bil je čist priljuden. Ampak ti isti ljudje so mi rekli, zdaj, če se z njim srečajo, jih praktično ne pozna več. Zato pravim, to je ta razlika. On ne pozna njih, torej oni so nekje daleč spodaj, to ni njegov svet in to v bistvu veliko pove o človeku. Se človek lahko doseže marsikaj v življenju, ampak če se srečaš s kolegom ali iz srednje šole ali iz faksa, si pač potem nekako enakopraven, ni podrejen položaj, ampak on pa daje to vedeti, da je. Ja, to veliko pove o značaju. Veliko. No, sej to pravim, veš, pri družini Čeferin, recimo Rok je nasprotje, pri Roku pa jaz nisem zaznal tega estradništva, To me je... Zdaj pa še zadnje vprašanje, preden končamo, ker da se malo muči. Rok Čeferin je predsednik Ustavnega sodišča. Ali je možno, da bomo potem imeli situacijo, da bomo imeli dva brata, en bo predsednik Ustavnega sodišča, en bo pa kandidat oziroma predsednik države? A to gre skrb sploh, kako? Mislim, to še kaj ni uspel. Ne vem, do kdaj ima Rok Čeferin mandat. Ja, mislim, da ima 2 leti mandat, ampak mogoče ne bo imel več, ampak pazi zdaj. Odvetniška pisarna Čeferin, če tako vzamemo, ima predsednika UEFA, ima predsednika Ustavnega sodišča v Sloveniji in ima predstavnika Evropskega sodišča za človekove pravice Marka Bošnjaka. Veliko kadrov je dala ta odvetniška pisarna. Bojda tudi Vasilka Cincin ni tako nedolžna, kar se tiče pisarne Čeferin. In zdaj bo imela še nadzornika v Petrolu, očitno, gospoda Zajca, tako da gre v bistvu za, bi rekel, zagotovo za na ta način najbolj vplivno odvetniško družbo v Sloveniji. Absolutno. Mislim, da ne samo odvetniško, mislim, da so Čeferini ta moment najbolj vplivna slovenska družina. In tudi po reakcijah vidiš to straho spoštovanje, ki so, jaz lahko povem en primer nekega državnega direktorja, to je bilo na morju, ena od marin, v šprintu čez marino, da so ljudje se sprašvali, je komu slabo ratalo, ali se je zgodil kaj, ali kdo umrl, padel, karkoli, na koncu ugotovili, da je mogel šibati tja, ker je Čeferin z jahto prihajal na privez in zato, da ga je prevezal. Pa mislim, da go išel Andreju. Ne bomo o imeni govoril. Tako da, a veš, imajo kar močni so. A veš, težava je, ker to se lahko zlorablja. Seveda. Če so taki pač ljudje, potem je to nevarnost. In tukaj vidimo, da je zelo problematičen odnos tako do medijev, naprimer do svobode izražanja. To zna biti velika težava. Samo mogoče ta stavek še, to, kar si nazadnje izpostavil. To moč Čeferini pravzaprav uporabljajo izključno za lastno promocijo. Ni tega, da bi kaj dobrega naredili. In posle. Ja, in posle. Dobro, so primeri humanitarnih srečanj in podobno, ker ne vemo, kje ti denar konča in podobno, ampak načeloma več je bilo teh lastnih koristi, kot pa nekega dviga
družbene zavesti ali pa poštenja morale v družbi, kot pa bi to lahko bilo. Dobro, predlagam, da s tem končamo, z opozorilom, da lahko v primeru, če bomo imeli predsednika Ustavnega sodišča pa kandidata za predsednika države z iste dolžine, da lahko pride tudi do takšnih in drugačnih zlorab in da se bomo verjetno o tem še pogovarjali. Nenad, hvala, da si bil danes naš gost, upamo, da boš še kdaj prišel. Pa to se špač, a še zdaj kaj ponovno, še kaj novega raziskuješ v zvezi s Čeferini? Ja, zdaj zaenkrat bom videl, če bo pravosodno ministrstvo kaj ukrepalo v zvezi s to kršitvijo zakona se strani odvetniške zbornice, torej, ki ga noče izbrisati iz imenika odvetnikov, kljub jasnim zakonskim. Ti boš tukaj še ustajal, ne? Ja, zaenkrat še nisem cenzuriran. Še enkrat še nisi, ja. Dobro, Mija, najlepša hvala, da si prišel danes komentirati. Dragi gledalci, to je bila današnja ura resnice. Vidimo se spet v naslednji uri, ki bo zelo kmalu, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je Bojan je tudi požar.